Kako biti miren, ko se zdi, da je to nemogoče? Kako se umiriti takrat, ko imamo znotraj sebe kaos? Moje ime je Mihael Žmahar iz Duhovnega telesa Potovanje duše in danes imam zate 3 korake mojstra Bude o tem, kako ustvariti notranji mir. Kot najverjetneje veš, mojster Buda je eden izmed največjih duhovnih učiteljev, ki je kadarkoli živel na planetu Zemlja in je do potankosti spoznal vse sfere človeka. Od tem, kako ustvariti mir in obilje, do tega, kako se soočati z težkimi preizkušnjami, trpljenjem in notranjim kaosom. In Buda mi je prišepnil 3 korake, ki ti bodo pomagali, da ustvariš mir v vseh vremenskih okoliščinah. Vsi vemo, da moderni človek v 21. stoletju na planetu Zemlja včasih pade v življenjske situacije, ki ga stresirajo. Včasih so to službe, včasih so to kariere, včasih so to odnosi, včasih je to zdravje. In zelo pomembno je, da vemo, kako se lahko umirimo takoj in kaj je tisto, kar je v resnici potrebno, da znotraj sebe čutimo resnični notranji mir. Prvi korak. Moraš pogledati nemiru v obraz. Tisto, kar veliko ljudi stori takrat, ko pristanejo v nemiru ali počutijo znotraj sebe kakršenkoli kaos, je, da eni kar grejo v naravo, pa rečejo, moram iti malo na sprehod, da se malo sprostim, da malo odklopim misli. Ampak s tem nismo naredili nič. Zaradi tega, ker ko se vrneš nazaj v situacijo, ki ti povzroča nemir, se nemir znova vklopi avtomatsko. Zakaj je temu tako? Zaradi možganov. Možgani so tisti, ki v bistvu v našem telesu ustvarjajo ali mir, ali pa kaos. In kdaj se ustvari kaos? Kaos se ustvari takrat, ko možgani nimajo razumevanja. Nekaj se zgodi v tvojem življenju, ki ti povzroči neke čustvene energije, ki ti povzroči neke čustvene sprožilce. In če ti ne daš možganom razumevanja, kaj se je zgodilo in da možgani ne dobijo možnosti, da dejansko najdejo rešitev ali pa razumejo situacijo, bojo možgani v ozadju non-stop ustvarjali nemir. Valjda, da ga bojo ustvarjali, zaradi tega, ker ne vejo, kaj se dogaja, zaradi tega, ker so na neznanem področju in bojo ves čas iskali informacije, ves čas bojo iskali poti do miru. Tako da najboljši način je, da se soočiš z nemirom, da greš direktno v situacijo, da pogledaš, kaj se dogaja, da občutiš vse občutke, ki ti situacija sproža, ker takrat, ko to narediš, možgani, ki so zelo inteligenten organ, možgani imajo na tisoče in tisoče nevropovezav, ki ves čas iščejo rešitve. In takoj, ko možgani vidijo, kakšna je situacija, takoj, ko možgani vidijo, kaj se dogaja, začnejo proaktivno iskati rešitve. In takoj, ko možgani najdejo rešitve in dobijo potrebno razumevanje, začnejo ustvarjati mir. Tako da velik del miru, ki ga človek išče in potrebuje v svojem življenju, prihaja iz tega naslova. Ti samo poskrb, da zaposliš možgane tako, da jim direktno in popolnoma brez cenzure predstaviš situacijo, ki te je vrgla v nemir oziroma katera ti sproža stres, možgani bojo situacijo razumeli in našli rešitve in iz tega naslova bojo začeli ustvarjati notranji mir, prve korake notranjega miru. Drugi korak. Narediti moraš, da so okoliščine v tvojem življenju umirjene. Nemogoče je čutiti notranji mir v kaosu. Nekateri ljudje imajo v življenju kaos, kaotične odnose, ljudi, ki se derejo na njih, ljudi, ki pritiskajo na njih. In v takšnem okolju človek ne more dosežiti notranjega miru. Tako da tukaj moramo vedno prevzeti odgovornost za lastne okoliščine, zato da jih umirimo ali pa se odstranimo iz njih. Tako da vedno poglej iskreno okoliščine, katere so tiste, ki te vržejo pod stres, katere so tiste, ob katerih se ti zbudijo težki občutki, kot so jeza, kot so strahovi, kot so notranji nemir, katere so tiste okoliščine, ki te nervirajo, kateri so tisti odnosi, ki te nervirajo, katere so tiste situacije, ki te nervirajo in potem je tvoja naloga, da jih umiriš ali pa zapustiš. Ker predstavljaj si, kako bi meditirala na rock koncertu. Tam se dogaja rock koncert, sekajo na polno s kitarami, zvočniki bobnijo, ne moreš se niti pogovarjati, veliko višji zvoki so nad udobjem človeškega ušesa in ti poskušaš v tem okolju priti v mirno, meditativno, srečno, notranjo, usklajeno energijo.
Ja, ne moreš, ne? Zaradi tega, ker te okolica nervira. Tako da vedno poglej, katere so okoliščine, ki te nervirajo in jih ustavi to nerviranje. Naprimer, imaš človeka, ki se grdo obnaša do tebe, je nespoštljiv do tebe ali pa te žali. Takšnemu človeku pejt ga poglej v obraz in reč, takšnega odnosa, kot mi ga ti danes pakiraš, ne bom sprejel, ne bom sprejela, ker si ga ne zaslužim. Zaslužim si okoli sebe ljudi, ki so spoštljivi do mene, ki me spodbujajo in imajo radi. In dokler tega ne spremeniš, potem bom jaz ohladila ta odnos in odhajam stran. Reč to človeku. In takoj okoliščino, v tem primeru nek odnos s toksičnim človekom, ohlad. In tako preprečiš okoliščini, da ti kali notranji mir. Ali pa včasih imaš kakšne ljudi okoli sebe, ki so naravni vampirji. Ne mogoče nehote, ne načrtno. Včasih nekaterim ljudem se dogajajo težke stvari v življenju, pa želijo samo svoje breme ali pa svoje občutke preložiti na nekoga. Ampak vsi vemo, kako se ti ob tem počutiš. In če imaš ljudi okoli sebe, ki te prelagajo svoje frustracije ali pa svoje strahove ali pa svoje dvome, rečeš, poglej, vidim, da imaš težavo in o tej tvoji težavi se lahko konkretno in direktno in iskreno pogovorimo. Ampak ne dovolim pa, da name prelagaš svoje frustracije, ker nisem tvoj koš za smeti. Tako da povej, ali se bova normalno pogovorila in rešila tvojo situacijo ali pa odidem stran. Na tak način, naprimer, ti zelo enostavno zopet ugasneš okoliščino, ki znotraj tebe povzroča kaos. To sta dva taka primera, ki jih lahko nemudoma začneš uporabljati v svojem življenju in ti bo te nemudoma prinesla večjo stopnjo miru. Tretji korak do ustvarjanja notranjega miru je pa, da poskrbi za svoje telo in svoj kortizol. Tisto, kar v našem telesu povzroča največjo stopnjo stresa in panike in nemira, je kortizol. Kortizol je drugače stresni hormon, ki v telesu v nekih normalnih, omejenih količinah skrbi, da naši osnovni biološki procesi tečejo tako, kot morajo. Ampak če je tega hormona preveč, takrat se pa začnejo naši osnovni procesi, naše počutje rušiti. Takrat se začnejo pojavljati situacije, kot so bolečine v mišicah, nespečnost, začnemo izgubljati pozornost, začnemo pozabljati stvari. Eni ljudje, ko so pod vplivom stresa in prevelike količine kortizola, nehajo jesti, eni se začnejo prenajedati. Začne kortizol, velika količina kortizola vedno vodi v neka toksična doživljanja lastnega telesa ali pa v toksične navade. In tvoja naloga je, da v tretjem koraku podpreš svoje telo, tako da zmanjšaš količino kortizola v svojemu sistemu, v svojemu telesu. Jaz vem, da v tem svetu, kjer stres velja kot veščina, greš v neko kariero in tam vsi pričakujejo, da si pod stresom ali pa hočeš ustvariti nekaj velikega v življenju, pa se včasih zdi, da je nemogoče ustvariti nekaj velikega brez stresa. Zato je tukaj bolj pomembno, da držiš kortizol v okvirih normale. In eden izmed dobrih načinov, kako skrbeti za svoj kortizol, je, da spi. Pet pravi čas spati. Spi 8 ur, spi 6 ur, spi 10 ur. Ne vem, koliko tvoje telo rabi, ampak spi dovolj časa, da se spočiješ. Ker ko ti greš po noč spat, takrat se možgani vklopijo drugačne možganske valove, takrat se metabolizem drugače obnaša, takrat dihalni sistem drugače deluje. Takrat se vklopijo neki regenerativni procesi, ki avtomatsko zmanjšujejo raven kortizola v tvoji krvi oziroma v tvojem sistemu. Potem druga stvar je, jej lahko prehrano. Ne jest hrane, ki ti povzroča rast sladkorja v telesu. Naprimer, ena taka hrana so umetni sladkorji. So slaščice, vsi jih imamo radi, ampak slaščice popolnoma zmedajo tvoj hormonski sistem. In takrat, ko je hormonski sistem zmeden v telesu, takrat kortizol avtomatsko zraste. Naslednja stvar, probi ne piti kave. Jaz vem, da je kava gurmanska razvada na planetu Zemlja, ampak kofein stresira telo. Takoj, ko spijemo ljudje kofein, vrže kofein telo pod stres, kar je ravno kontra od tega, kar želimo midva zdaj narediti. Tako da probi piti naravne sokove, probi piti vodo, za žejo in za gurmanske razvajanje poišči kaj drugega. Ena stvar, ki je pa znanstveno dokazana in so znanstveniki potrdili na desetine in desetine blagodejnih učinkov, ki zmanjšuje stres avtomatsko, je pa meditacija. Meditacija kot duhovna praksa, duhovno-osebnostna praksa je ena izmed najboljših
poti do notranjega miru, zaradi tega, ker te sestavlja na večjih nivojih. Tako da si pod stresom, imaš velik kortizol, meditiraj. In tukaj bi te rad povabil na 2 dogodka, ki ti bosta pomagala v življenju ustvariti mir na vseh nivojih. Prvi se začne 16. maja, je spletna meditacija, ki se bo zgodila ob največjem budističnem prazniku na svetu, ob Vesaku. Ja, praznovali bomo rojstvo Bude in takrat vas bo Kristi popeljala v izjemno spletno meditacijo, kjer boste prižgali 7 svetlobnih sveč za umirjanje na vseh nivojih in se povezali v največjo svetlobno mrežo, ki jo budistični mojstri že zdaj skrbno gradijo po celotnem svetu. To je meditacijski večer, poln čudovitih uvidov, poln čudovitih daril, ki jih ima Kristi za vas in zate, in večer, ki ga tvoje srce in tvoja duša enostavno ne sme zamuditi. Drugi dogodek je pa Budino bogastvo, je pa delavnica v živo, v našem ateljeju, da, prvič po dolgem času v živo v našem ateljeju, kjer se bomo družili in ti bom pričaral izjemen budistični večer, kjer te bom naučil 4 resnic o bogastvu, ki jih uči Buda. Ta fantastični dogodek se bo zgodil 24. maja in na njem te bom v energiji manter in tibetanskih skled in budinih meditacij in budinih daril popeljal v energije mentalnega mira, duhovnega bogastva, kako kanalizirati bogastvo, kako umirjati kaotične občutke in kako zavedno zgraditi močno povezavo z vesoljem. Tako da, ko enkrat človek zna razumeti duhovne prakse, ki mu zmanjšujejo stres in večajo mir, je to zelo enostavno. Naprimer, glej, danes govoriva o 3 virih stresa. Stres na mentalnem nivoju, stres na čustvenem nivoju in stres na fizičnem nivoju. Če želiš umirjeno življenje, rabiš obvladovati nemir na vseh 3 nivojih. In točno o tem govori Veda, psihoneuroimunologija. Psihoneuroimunologija je veda, ki istočasno uči o tem, da so vsi 3 deli naše energije, čustva in telo povezani in soodvisni med seboj. In če želimo dejansko zgraditi ful močno, mirno bazo v svojem življenju, ni dovolj, da gremo samo na sprehod v gozd, ni dovolj, da imamo samo zdravo hrano, ni dovolj, da samo meditiramo, ampak moramo vse to delati. In danes sem ti želel v tem videu s pomočjo Budinih šepetov predati odlično orodje, kako lahko živiš lepo, mirno življenje. Vesel sem, da sva se družila in te lepo pozdravljam.